Trenutno se nahajamo na najbolj obremenjenem območju z nedovoljenimi prestopi državne meje. Namreč na območju policijske uprave Novo mesto smo v letošnjem letu obravnavali že 32.500 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. V enakem obdobju lanskega leta je bilo takih prehodov približno 5.000. Najbolj obremenjeno območje je tako rekoč med reko Savo in pa bivšim mejnim prehodom Rigonce, kjer je v letošnjem letu že prestopilo državno mejo na nedovoljen način približno 25.000 tujcev. Dnevno skrbimo za nadzor oziroma za nadzor nad prehajanjem te tako imenovane zelene meje z dodatnim kadrom, ki ga zagotavljamo iz drugih policijskih postaj, Policijske uprave Novo mesto, ki so ta trenutek nekoliko manj obremenjene z nedovoljenim prestopom državne meje. Nudi nam pomoč policisti, konjeniki tako z Maribora kot tudi Ljubljane in pa policisti iz postaje letalske policije. Kar se tiče sodelovanja z hrvaškimi kolegi, kot je bilo že povedano, je sodelovanje odlično tako na regionalnem kot tudi lokalnem nivoju. Se pravi, srečujemo se večkrat mesečno na skupnih sestankih, prav tako delujemo v okviru skupnih mešanih patrulj, tako na Hrvaškem kot tudi v Sloveniji, v skladu z protokolom izvajanja mešanega patruljiranja. Poleg številk, ki sem vam jih prej omenil, je potrebno izpostaviti, da smo v letošnjem letu prijeli že 177 tujcev, ki so storili kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja državnih meja oziroma ozemlja ali drugače rečeno tihotapcev, kot večkrat uporabljamo v žargonu. Se pravi, 177. V enakem obdobju lanskega leta je bilo takih tujcev prijeti 31. Policija ni zaznavala nobenega varnostnega pojava, za katerega bi lahko rekli, da je bil storilec katerikoli oziroma da je bil migrant. Nismo prejeli nobene prijave o kakršnikoli poškodovanju, tatvini ali celo kršenju nekega javnega reda ali česarkoli. Se pravi, te prijave nimamo nobene.